Zaključni račun bi lahko obravnavali pozneje, je menila opozicija, s čimer se je strinjal tudi predsednik nadzornega odbora občine. Higiensko je, da dejansko nadzorni odbor, ki nadzoruje finančne zadeve, da poda svoje mnenje, preden se sprejme ta zaključni račun za preteklo leto. Ko je nadzorni odbor dobil gradivo, bi ga moral pregledati in posredovati zgolj mnenje, ali se z računom strinja ali ne, oziroma zadržati mnenje, pa pravi župan Franc Hudoklin. Nam pa je poslal osnutek gradiva, torej pregleda, kar pomeni, da smo po poslovniku njihovega nadzornega odbora dolžni, da v 15 delovnih dneh njim odgovorimo. Potem mora seveda nadzorni odbor na ta pregled nam zaključno poročilo in na osnovi 45. in 47. člena še, da je zaključi s pregledom. Hudoklin je kritiziral sodelovanje z nadzorniki. Jaz sem vesel, da nekdo nas kontrolira, vendar bodo morali nas kontrolirati malo drugače, ker mislim, da to niso tisti pravi nadzori, ampak so seveda to nadzori po neki drugi poti, verjetno tudi v, bom rekel, usmerjanju nekaterih. Občina in nadzorni odbor sta očitno že dlje časa na dveh bregovih, saj eden drugemu očitata nesodelovanje. Tudi predsednik ne obišče direktorja občinske uprave, če ne že župana, tako da seveda resnično delajo za sebe. Tudi očitki nekaterih, bom rekel, ali pa razgovori nekaterih članov nadzornega odbora kažejo vse na to, da bodo verjetno kratkem tudi odstopili. Nekatere so bili pač na silo noter porejeni, bolj kot ne, če sem prav jih razumel, izigrani in jasno, da taki nimajo mogoče interesa pač delati v nedogled nadzornim odborom, ker se dejansko tudi vidi, kakšne vrste poročil prihajajo in pač nočejo pri tem sodelovati. Judež zavrača županove očitke in si želi boljšega sodelovanja. Sicer pa naj bi nadzorni odbor odkril kar nekaj nepravilnosti, a svetniki poročilo njih še niso prejeli.